Dobro jutro, no jaz sem še vsa jutranja in še zmeraj pri svoji prvi jutranji kavici, ampak nisem pozabila na naše izzive. Pravzaprav se mi zdi, da je bilo za nami nekaj takih napornih dni oziroma da je sploh včerajšnja noč bila naporna in zato je prav, da spregovorimo danes tudi o eni zelo pomembni temi in to je konflikti. Konflikti so sestavni del življenja, če lahko rečem, tako partnerskih odnosov kot tudi samskega življenja. Lahko gre za te notranje konflikte, ki jih imamo sami s sabo, ali pa pravzaprav za te dialoške konflikte, ki zmeraj govorijo o tem, da smo prišli do nekega navzkrižja interesov ali pa do nerazumevanja ene in druge strani, da se ne slišimo pravzaprav, da nekdo vztraja pri svojem, medtem ko druga stran vztraja pri tistem, kar ona verjame, da je prav, kar ona čuti, da je prav, kar je njeno vodilo za svet, za življenje. In zdaj, kadar imamo partnerja, kjer imata vsak svoje vodilo ali pa vsak svoje občutja, je zelo težko včasih razsoditi zdaj, kdo ima bolj prav. Če vam zaupam čisto terapevtsko skrivnost, imata obe osebi zmeraj prav. Zaradi tega, ker vsaka oseba, kar čuti, čuti zares, čuti iskreno. Nikoli se nobena oseba ne dela, da nekaj čuti samo zato, da bo ne vem kaj zdaj se še bolj skregala. Okej, nekateri ljudje iščejo konflikt, ampak tudi če iščejo namenoma konflikt, pomeni, da gre pri njih za neko globljo stisko, ki jo ne znajo sami razrešiti na drugačen, bolj konstruktiven način. Se pravi, pri konfliktu, danes me nekaj grlo praska, pri konfliktih je pomembno, da znamo res jasno povedati, kakšna so naša, pričakovanja, naše želje, naša občutja in da lahko z nasprotno stranjo poiščemo neko ravnovesje. Se pravi, če gre za naš notranji konflikt, da hočemo eno stvar, nas je pa te stvari hkrati strah, pa se jo izogibamo, je spet pomembno, da probamo najti neko srednjo pot, kjer bomo pravzaprav zagotovili tako potrebe na eni strani, kot naše občutja na drugi strani. Ne moramo spregledati ne enega, ne drugega. In tudi v partnerskih odnosih ne moramo spregledati ne enega partnerja, ne drugega partnerja, ker živita enakovredno, ker imata čustva ali pa doživljanja, ki sta enako vredna. In zaradi tega je zelo pomembno, da jima pomagamo ali pa da si vidva pomagata umiriti enega in drugega, da lahko en drugega umirita ali pa vsak sebe. Tako da pri konfliktih je super, če si znate vzeti, ne vem, 20 minut pavze mogoče, tako da se ta prva jeza ali pa ta naelektrenost majčkeno umiri, da si mogoče znate dati znak prav tako rdeč alarm, pa se takrat dogovoriti, da bosta začela razmišljati o nekem lepem kraju ali pa o nekem lepem spominu, ki vaju veže. Toliko, da majčkeno preusmerita toliko misli, zato da se organizem lahko res umiri. Ker potem, ko se naš organizem umiri, lahko tudi bolj razumsko pogledamo na stvari in povemo, kaj je tisto, kar nas v resnici moti, kar si želimo. Ker dokler smo v tem afektu, kjer sam napadamo, pa se samo odzivamo na to, kar čutimo in samo obljuvamo ven, takrat največ žaljivk izgovorimo, največ neumnosti, takrat povemo stvari, ki jih ne mislimo in pravzaprav onemogočamo to, da bi prišlo do nekega konsenza oziroma do nekega skupnega razumevanja. Druga stvar je, zdaj, če ste s partnerjem, nepomembno je, da se poznata, da lahko vedete nekaj humorja. Da lahko neke stvari, ne vem, nekoga čisto razjezijo, da znate vi na nek luškan humor to stvar obrniti, da lahko tudi ta oseba, ki se jezi, se ustavi pa se zamisli nad dogajanjem in da lahko tudi ona zamenja potem energijo. Seveda moramo biti pri humorju opazljivi in ne sme biti osebni humor, ker smo potem lahko že žaljivi ali pa že spet nespoštljivi.
Ampak vsekakor, če imata skupen humor, dajta tudi to uporabljati. Potem je pa še ena stvar, to so pa recimo iskanje neke alternative, neke čisto tretje stvari, a ne, se pravi, da se dogovorita, da bosta začasno pustila prav to stvar pri miru in da bosta probala raziskati vse ostale možnosti ali pa vse ostale rešitve, vse ostale vidike in se bosta potem skupaj odločila, kako bosta razrešila te stvari, a ne. Tako, da se pravzaprav najprej povežeta in da potem prideta nazaj skupaj k problemu. Zdaj, za uspešen zakon je pomembno, da ko doživimo eno slabo stvar, da doživimo v 5-krat več lepih stvari. Ker to je enačba za uspešen zakon. Se pravi, enačba za uspešen zakon ni to, kolikokrat se skregamo, ampak da se znamo takrat, ko se skregamo, doživeti za 5-krat več lepih stvari. To je pravzaprav eno tako ravnovesje, ki napoveduje uspešen zakon na dolge proge. Seveda pa tudi samski, kadar imate te notranje konflikte ali pa zunanje konflikte, je tudi pomembno, da znate ne samo izraziti to, kar čutite, ne samo stati za tem svojim jazom ali pa za to svojo odločitvijo, ampak da znate tudi vi prisluhniti naslednji ali pa nasprotni strani in da znate tudi vi si potem za ta en konflikt najdete še, no, danes pa imam pestro, da si znate za ta en konflikt najdete potem še toliko lepših stvari ali pa toliko več ene sprostitve, enega uživanja. Ker vsak konflikt, ne glede na to, ali je to dober konflikt ali slab konflikt, je to stres za telo. Res pa je, da lahko ta konflikt potem izboljša naše doživljanje ali pa naš odnos in da lahko pravzaprav iz nekega konflikta, kjer smo se pripravljeni učiti, kjer smo pripravljeni poslušati en drugemu, lahko zelo veliko naučimo. Jaz bom verjetno že v juniju organizirala še eno predavanje, ki je bilo že letos zelo obiskano in popularno, in sicer gre za predavanje, kako otroštvo vpliva na naše partnerstvo. Zelo verjetno bo predavanje v prostorih Društva Človeška toplina, tako da spremljajte Facebook, jaz vas bom še zagotovo povabila in tam bomo tudi nekaj stvari povedali o tem, zakaj do konfliktov sploh pride, kateri so tisti najpogostejši konflikti in pa en košček več o tem, kako te konflikte razreševati. Seveda, pričakovati življenje brez konfliktov je nerealno. Konflikti zmeraj so. Moramo pa se jih naučiti sprejemati in uporabiti sebi v prid. Okay. No, toliko za današnji izziv, sem se kar razgovorila, a ne? Jaz vas lepo pozdravljam, pa se vidimo spet jutri. Dio!